Najprej ti pozivi k odstopu so že nekaj dni oziroma kar nekaj časa stari. Moram pa vendarle povedati, da sindikati vojakov nimajo pravice ukvarjati se s političnim delom, tako kot ne naši vojaki in vojakinje. Torej, naši sindikalisti so najprej vojaki in potem sindikalisti in bi bilo prav, da se zavedajo, da so omejitve pri njihovem delovanju takrat, ko se ukvarjajo z politiko. Ko pa gre za vprašanje stanja v vojski, ki ga omenjajo sindikalisti, bi bilo pa vendarle prav povedati, da je stanje dobro, da je vojska urejena, da deluje dobro in da je to pokazal tudi govor predsednika Republike v času, ko smo mu predstavili oceno pripravljenosti Slovenske vojske pred enim mesecem, in to je prava in relevantna ocena stanja v Slovenski vojski in v celotnem obrambnem sistemu. Torej, zaupamo predsedniku Republike Slovenije, da je sprejel in dojel pravo oceno stanja v Slovenski vojski in ni mogoče potem pristajati na neke parcialne ugotovitve zelo majhnih sindikatov, zlasti sindikata, ki za povrh tega še ni reprezentativen. Bi bilo pa prav, da si pridobi reprezentativnost in s tem tudi pravico do zastopanja vojaških interesov, kajti na Ministrstvu za obrambo imamo uveljavljeno koordinacijo vseh reprezentativnih sindikatov, s katerimi vodimo sindikalni dialog in s katerimi poskušamo skupaj urejati ključna statusna vprašanja vojakov, kajti to je tisto, kar se pričakuje od sindikatov, bodisi Ministrstva za obrambo ali pa slovenskih vojakov, da se ukvarjajo z statusom in delovnimi pogoji vojakov, ne pa s politiko. Vse težave, vse napake, vse poskuse diskriminacije ali kršenja dostojanstva na delovnem mestu, ki so konkretna, torej so prijavljena tako, da vemo, za koga gre, raziščemo, bodisi da to raziskavo, preiskavo naredi obveščevalno-varnostna služba ali vojaška policija ali tožilstvo oziroma tožilstvo vodi tovrstne preiskave v naših vrstah. Ne pristajamo pa na kakršnekoli pavšalne ocene glede tovrstnega stanja v Slovenski vojski. Torej, preiskujemo, raziskujemo dejanja, ki so konkretno prijavljena in vselej, ko ugotovimo, da gre za dejanska odstopanja od pravil službe ali od zakonodaje, ki je predpisana za Slovensko vojsko, tudi ukrepamo. Je pa res, da velikokrat ugotovimo, da gre za lažne obtožbe in za žaljive obdolžitve. A težava je, da ko pa pridemo do žaljivih obdolžitev, pa mora pravico iskati potem vsakdo sam, ki je doživel takšno žaljivo obdolžitev. Torej, sindikalisti in posamezni pripadniki Slovenske vojske se mnogokrat skrivajo za plaščem sindikalizma, ko želijo obračunavati s svojimi sodelavci oziroma s svojimi nadrejenimi. Ampak v organizaciji, kakršna je vojska, je treba spoštovati hierarhijo. Ko pa pride do odstopanj in ko pride do kršitev, pa to raziščemo in tudi preganjamo tako, kot je treba. No, Ministrstvo za obrambo zagotovo ne zapravlja preko mere denarja davkoplačevalcev, ker je to edino ministrstvo, ki je v zadnjih 2 letih izgubilo zelo veliko predvidenega denarja in denar, ki je ostal, ga zelo skrbno investiramo v zelo malo investicij, ki so nam še ostale. Zelo skrbno pazimo, v katere projekte vzdrževanja in zagotavljanja delovnih pogojev, infrastrukture za delovne pogoje naših vojakov še ohranjamo. Zelo pazimo tudi na to, da delajo v ustreznih delovnih pogojih in pazimo tudi na to, da vsi naši vojaki dobijo plače, ki jim gredo po zakonih. Kazensko so vas tudi ovadili? Rada bi vas še glede plače opozorila na to, da je Slovenska vojska v preteklosti imela celo vrsto dodatkov, ki pa so danes podvrženi seveda natančnemu pregledu, kajti zavedamo se, da je treba paziti na denar davkoplačevalcev in to tako, da smo pri porabi tega denarja in ko gre za dodatke še prav posebej, kar se da restriktivni, kar se da varčni in pošteni. Kajti rado se zgodi, da posebej, ko gre za dodatke, jih na koncu vseh koncev dobijo čisto vsi in potem dodatki za dobro delo, za pošteno, korektno in vztrajno delo nimajo več pravega smisla. Torej to, kar delamo, je, da natančno proučujemo upravičenost vseh dodatkov,
Naši vojaki in vojakinje so dobro plačani glede na primerjavo z realnim sektorjem in z stotinami ljudi, ki so danes na cesti, so dobro plačani tudi v mednarodnih operacijah in misijah in večina vojakov se tega zelo dobro zaveda. Zato so to zelo lojalni, zelo disciplinirani in zelo dobri državljani in tudi veliki domoljubi. Nobene ovadbe me ni strah, kajti v teh 2 letih sem doživela že marsikaj. Bom pregledala tudi, zakaj gre pri tej ovadbi. Moram vam pa povedati, da se dotični sindikat zelo trudi z kolektivnimi ovadbami in z individualnimi ovadbami, ki pa so bile doslej vse zavržene in ovržene. Tako da verjamem, da bom lahko tudi v tej ovadbi našla pravico zase, predvsem pa bi rada tudi našemu sindikatu povedala, da bi bil čas, da se vrne k sindikalnemu delu v organizaciji in neha zganjati politiko preko medijev.